Mi kreiramo navade. Ne? Kakšne so pa vaše finančne navade? Iz kje ste se jih naučili? Staršev. Od kje so se starši naučili? Kje so pa ti starši živeli? V Jugoslaviji. Kaj smo takrat poznali? Zlato, nepremičnino, bančen depozit, pa marke, lire, pa šilinge. Ne? Dinar pa tako ni bil dober, ki ga je prehiter zmanjkal. Pa ničle so mogli lepati na mesec ali pa dva. In te navade so pri nam ostale. Ne? In s temi navadami zdaj mi vstopamo, pa probamo investirati in še vedno imamo, dejansko se pojavljajo te rešitve. Bančen depozit, nepremičnine, pa neke kovine, zelo malo, pa si ljudje upajo iti nekam drugam, pa potem še napake delajo in si spet ne upajo več naprej hoditi. Ali pa kaj novega, bomo pa zdaj to raziskali, zakaj do tega pride. Kaj pa je nepremičnina, v kateri vi živite? A je to naložba? To je strošek, ker denar odteka, ker je treba vlagati noter. Sicer nam daje neko varnost, pa neko zavetrje, mi pa ne služimo pa z njo. Zdaj, če imamo v tej nepremičnini nekega najemnika, potem je pa to že naložba. Potem se pa spet vprašamo, je to spet dobra naložba, koliko donosa nam daje. Potem pa lahko spet primerjamo, ali je to dobra naložba, ali obstajajo tudi boljše naložbe. In tako lahko pa primerjamo naložbe med sabo. Seveda pa moramo tudi dati komponento tveganja, koliko je pa določena naložba, ali je donos zadovoljiv, ali je tveganje prevelik za ta donos. Investicijski cikl za vse naložbe. Lahko govorimo o zlatu, lahko govorimo o kriptovalutah kot najnovejša stvar, ali pa zlato kot 5000 let stara naložba, o delnicah, o obveznicah, o čemorkoli, o nepremičninah, o slikah, če hočete, ali pa o starinskih avtomobilih. Kaj je takrat, ko je euforija? A se spomnite kriptovalut leta 2017? Kaj je bilo tam proti konc leta? Koliko se je govorilo? Ful, ne? Ful je bilo novic. A so se posod pogovarjali o tem? A so bile novice pozitivne? A so bile ful negativne? A ste takrat, ali pa še kakšno leto prej, rečemo leto 2015, a ste takrat kdaj kaj slišali o nepremičninah? Kje so bile nepremičnine leta 2015? Spodaj. A ne, raven, kakšen let, dve kasneje so se začele pobirati. Kje so danes? Ali pa lani, zadnje 2 leti, a ne? So bile gor. Ful informacij, ful velik. Ljudje so se začeli pogovarjati. In kaj je takrat? Kakšne so cene ponavadi? Kakšne so bile nepremičnine, cene lani? Previsoke za zdaj. A so bile cene delnic kriptovalut 2017 visoke, a so bile nizke za tisti čas? A ne? To je skupnega, ful informacij, pozitivne informacije, cene visoke. Negativne informacije, ali pa sploh nič, ne vem, kaj je hujš. Cene nizke, strah visok. Tam gor strah nizek. A ne? Bomo pa šli še naprej, zakaj se to dogaja, bomo to še malo razdelali, ampak to velja za vsako naložbo. Ne? Kaj je z novicami, ko jo vi preberete? Kaj ugotovite? Neuporabno. Kaj ste zamudali ali pa kaj se je že zgodilo? Neuporabno je, ko jo objavili. To ponavadi zveste. A ne? In iz tega sem jaz tudi prišel, sploh v letu 2017, ko so se o kriptovalutah pogovarjali. Sem bil na kakšni kavi, pa čakam, pa so se pogovarjali. Tole smo pa mi dobro naredili. Ne? In sem si rekel, ker je več strokovnjakov za kjerokoli naložbo, v lokalu, kakor kelnarjev, takrat začni razmišljati o prodaji. Pa čist prav naredil. Ne?